Ljudski vrt je dobil živahnejši utrip. Vijoličasti bojevniki so spet skupaj, zbrani na enem mestu. Zimske priprave so se začele najbolj zgodaj doslej, toda krajši premor ni vplival na razpoloženje ob ponovnem zboru moštva. Še manj na delovno vnemo. Ante Šimundža je v sobotnem dopoldnevu s sodelavci iz strokovnega štaba po krajšem uvodnem sestanku ekipo odpeljal na prvi trening. S tem se je tudi uradno začel ambiciozen projekt Pomlad 2014. Z novimi motivi, z novo energijo. Polni energije moramo biti iz prostega razloga, ker smo naredili neko delo, katerega smo vsi veseli. To pomeni, da nam je tale stvar, katero smo prezimili v Evropi, nas zadovoljila je ljudi v klubu, ampak obenem nam je dala eno izredno obvezo, da moramo biti še bolj ambiciozni, še bolj pripravljeni se odrekati, žrtvovati marsikaj v privatnem življenju. Ob ponovnem začetku so vedno najprej v ospredju kadrovska vprašanja. Iskanje novih obrazov tokrat ni dolgo trajalo. Edini novinec na zboru je bil Marko Šuler, ki je od prvega dne začel z aktivnostmi. Pri odhodih je prav tako potrjena ena sprememba. Po prekinitve pogodbe je mariborske vrste zapustil Nejc Mevlja. Ob začetku zimskih priprav torej po en prihod in odhod v igralskem kadru, sprememba tudi v strokovnem štabu. S prvim treningom se je v vlogi novega trenerja vratarjev dela lotil Mitja Pirih. Dosedanji trener Drago Kondič pa bo po 3 letih in pol s članskimi odslej vadil z mlajšimi vratarji. Kadrovske novice je pred množico mikrofonov predstavil športni direktor. Z tem manjšim premikom, kaj smo ga naredili z prihodom Šulerja in pa prihodom novega trenerja Golmana, moram reči, da sem zelo zadovoljen. Nekaj manj ali pa zelo nezadovoljen sem pač zaradi dejstva, da se Dejan Mezga odločil, kot se je odločil, da nas zapušča. Fant je tukaj že 7 let, enostavno želi si nekih sprememb, to je treba razumeti. Maribor je vse naredil, da bi ga zadovoljil tako finančno kot človeško, ampak enostavno fant se je tako odločil, mi enostavno ne prestaje nam drugega, da spoštujemo njegov odločitev. Seveda on bo v teh naslednjih 6 mesecih bom rekel, bo naredil vse, da bi nadaljeval to uspešno športno pot. Na novi poti pa je medtem Marko Šuler, izkušeni branilec, dolga leta nepogrešljivi člen reprezentančne obrambne čete, je opravil uradno predstavitev in si za igranje v vijoličastem izbral številko 4. Ko je vstopil v Ljudski vrt, zanj ni bilo neznank. Vstopil je z lepimi spomini. Vedno so bili, ta štadion ima dušo in kot reprezentance, še kot mali otrok hodil gledati Ligo prvakov sem, tako da so občutki res fenomenalni in je en privilegij, da lahko zastopaš klub takih barov, predvsem pa na takem nivoju, ko se bo odigralo tle. Pri odločanju za prestop k Euroligašu se ni obotavljal. Marko Šuler v vijoličastem vidi številne izzive. Jih je ogromno, in vsi so predvsem športni, in predvsem za letom, ki sem ga imel za sabo iz športnega vidika, mi je bil Maribor res en ogromen izziv in sem iskal tak izziv, in ko ti neko izkaže tako spoštovanje, kot igralci nimaš kaj razmišljati. Motivi kluba so zelo podobni mojim, cilji so kar visoki. Za uresničitev ambicioznih načrtov bo treba vložiti ogromno truda in temu primerno je zasnovan delovni program v pripravljalnem obdobju. Načrt obsega uvodni del v Mariboru, od 23. do 30. januarja bo ekipa v Moravskih Toplicah, potem pa sledi osrednji del v Turčiji med 1. in 6. februarjem. In po vrnitvi domov prav posebna zgodba z otvoritvijo spomladanskega dela sezone na način, kot ga še ni bilo, z evropsko tekmo, najprej Sevilja, do konca maja pa novi in novi izzivi, ob lovu na naslednje domače trofeje.